Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Pripravljam prostor in pravzaprav s Svetim lesom, skoraj med vsemi gosti, med vsemi tematikami, grem čez dnevno sobo našo in čez kuhinjski del s Svetim lesom in pripravljam tale trenutek prostor, ker v mojo družbo prihaja prijateljica, maginja Blinkita, ki nam bo ponudila pogled na leto 2018 skozi oči majevske kulture. Torej, majevsko gledano, kakšno bo leto 2018, ker v majevski kulturi je čas čisto drugačen, kakor je, in naučila nas bo, kako se ustrezno energijsko pripravimo na leto 2018. Evo jo, je že tukaj. Kar naprej, kar naprej, kar naprej. Juhu! Prostor je pripravljen. Hvala lepa, ker si prišla. Kaj pa še objemče, ker se to bog nismo videli. To je pa res. Izvoli. Hvala. Je ustrezno očiščen prostor? Ja, zelo čist, energetsko napolnen, visoko vibracijski. Hvala za tole predpripravo. Seveda, absolutno. In hvala za vse informacije o Svetem lesu. Tale trenutek pa 2018. Jaz poizvedujem pri različnih ljudeh, jasnovidkah, astrologinjih, numerologinjih in možno in vse možno, a ne? In zdaj me zanima, kaj pa ti praviš na leto 2018, ker vem, da si tudi planer naredila za 2018. Jaz pravim, da bo to tvoje leto. Moje leto? Tvoje leto. Moje leto, zakaj? Tvoje leto. Zato, ker bo leto v energiji ena pes, se pravi 13-dnevni cikl, ki se začne z novim letom, bo v energiji pes. Ti si po rojstni energiji. Psica. Si kužica. Ampak ta energija pomeni brezpogojno ljubezen, biti zvesta sama sebi, svoji poti, svojim vizijam, biti svoja lastna avtoriteta, biti avtentična. In to si ti. Hvala lepa. To bo tvoje leto. Med drugim tudi še od koga drugega, seveda, da ne bodo zdaj mislili, da bo celo leto usmerjeno samo v tebe. Ampak ja. Niti ne bi želela. Si se vdahnila. Sem si vdahnila. Zaradi česa zdaj? Ja, zaradi več stvari. Blinkita, kako gre to po majevski, a ne? Pes, zdaj... Pes je tudi po kitajskem, a ne? Po feng shuju je tudi pes, a ne? Ampak ni isto to, ne? Ne, čeprav, jaz mislim, simbolika sama ima podoben pomen, tako pri pes kot pes simbolično... Ker tukaj imamo, kaj imamo za ene živali? Imamo še sonce, krokodil, veter, zora, pes, kadilo, sova, orel, jaguar, krokodil, veter, zora, no sem že rekla, smrt tudi, jelen. Vse živalski vrt imamo tukaj. Zdaj gledava ta, se pravi, 260-dnevni cikl, ta znamenja 260-dnevnega cikla 9-mesečnega koledarja ali horoskopa. Se pravi, po majevskem koledarju je leto dolgo 9 mesecev. Ne, je leto tudi dolgo 365 dni. Treba si predstavljati, da v bistvu to je cel koledarski sistem. Se pravi, da ni samo en cikl, da je cikl v ciklu. Tukaj v tem čudovitem priročniku, ki sem ga ravno par dni nazaj dobila pač to testno verzijo, se pravi, imamo vključenih ta 9-mesečni in pa 365-dnevni. Tako. Ampak recimo majevski koledar, Colkin, a ne se reče, je bolj narejen po naravi človeka. Ja, sploh po naravi človeka, tako kot praviš, kaj ti govori v našem 9-mesečnem ciklu, ko smo bili v trebuščku svoje mame in smo dobili to čudovito telo, smo si izbrali določeno stopnjo zavesti, a ne, tukaj imam tudi namizni koledar kot primer, in ta znamenja dejansko predstavljajo različne stopnje zavesti. Ker potem so številke, se pravi, je simbol, pa še številka je zraven. Tako. Se pravi, imamo 20 simbolov in imamo 13 števil. In teh 13 števil je povezanih z našimi 13 glavnimi sklepi. 12 glavnimi plus hrbtenico. In teh 20 znamen z 20 prsti, rok in nog. Se pravi, je to nekaj, kar je del nas samih, ni nekaj, kar bi bilo izven nas samih. Hkrati pa vsa ta starodavna znanja, modrosti so že v našem DNK-ju in namen tega planerja, tega koledarja
je to, ne da se mi nekaj nadudljamo pa napifljamo, tako kot smo navajeni v šolah, ampak da dejansko se spomnimo, da prebudimo ta predniška znanja v nas samih, da bi znali prepoznati različne energije v ljudeh, v posameznikih in tako naprej. Ker gregorijanski koledar je bil v bistvu sam zaradi pobiranja davkov narejen. Tako, pa kaj moramo narediti. In nas dejansko predstavlja v prihodnost. Prihodnost pa vemo, da je iluzija. Vse, kar imamo, je ta trenutek tukaj in zdaj. Blinkita... Pa tudi nič ne zvemo, zakaj je dober dan po gregorijanskem koledarju. Vemo pač, da 15 je treba plačati, ne vem, to in uno in tretje in tako naprej, da je konc meseca pa ni harmoničen. Recimo po majevskem koledarju je pa dejansko vsak dan ima neke kvalitete, ki jih drug dan nima. Tako, se pravi, osnova vseh teh koledarjev, ali je to 9-mesečni cikl, ali je to 365-dnevni cikl, ali je to 520-dnevni cikl, ali je to 26-tisočletni cikl, je osnova ta sveti Colkin koledar. In kakšno bo leto 2018 skozi oči majevskega koledarja? Kako se pol gleda? Zdaj, novo leto majevsko, potem v 365-dnevnem ciklu se začne 20.2. in se začne v energiji 6 jelen. Zdaj, tukaj, če pogledava, tukaj imava 13 števil, te pikce, ti že mečkam poznaš, gledalci sicer ne, ampak se pravi, te prve 4 števila, 1, 2, 3, 4 so šibka števila, niso tako intenzivna kot 10, 11, 12, 13. Se pravi, mi gremo v energijo 6 jelen, ki je zelo harmonična. Je pa res, ker je naša zavest naravnana na ta gregorijanski koledar, da bo 1.1. polna luna in da bo 31.1. polna luna. Že tukaj lahko vidiva, kako neharmoničen v bistvu je gregorijanski koledar, da se dve luni zgodita v enemu mesecu in potem februarja ne bo nobene lune. Pa vendar se zgodi 13 lunarnih ciklov v enem solarnem letu. Razumem, zaradi tega, ker pridemo s polno luno, se pravi, bomo imeli januarja 2 polne lune, februarja pa nobeno. Nobeno. In tukaj že vidimo to neharmonijo, neuglašenost dejansko gregorijanskega koledarja z naravnimi cikli in s trenutnim stanjem. Ampak kaj to pomeni, da gremo s polno luno v novo leto? Ja, to pomeni, da bo imela polna luna celo leto vpliv na nas. Se pravi, tisti, ki so bolj senzitivni na polno luno, bodo seveda to senzitivnost lahko občutili celo leto. Tako da sigurno iz tega pogleda ne bo enostavno leto, ker bo polno, ker bo obilje vsega. Dobrega in slabega. Tako, vse samo je, ni dobro, ni slabo, vse samo je. Zdaj, naše lastno dojemanje pravi, to je dobro, to je slabo, kar je mogoče za tebe dobro, za mene ni in obratno. Se pravi, obilje, sidra se obilje, pomembno pa je, da smo v harmoniji, da smo čim več v naravi, da smo povezani z naravo. Ampak kako se bomo povezali zares z naravo, če nismo povezani z naravnimi cikli, če sledimo nekim umetno ustvarjenim ciklom? Razumem. Se pravi, pomembno je, da začnemo slediti ciklom lune, ciklom sonca, da se uglasimo z izvorno zavestjo matere zemlje, sonca in pa lune, čisto za začetek temi 3 planeti. Napisala si, da bo to tudi leto romantike, leto boemov in marsikdo bo lahko v leto 2018 prebudil svoj umetniški talent, pa tudi leto zelo intenzivnih, lahko celo obsesivnih razmerij. Baje. Bomo pa videli, kaj se bo res zgodilo. Se veš, napovedi tako ali drugače zapakirane, mogoče se bo nama ravno to dogajalo, pa se nekomu drugemu ne bo. Odvisno, na kaj smo priklopljeni v narekovajih. Definitivno bomo pa vsi občutili eni. Zdaj, če smo mi tega zavedni, lahko stvarmi z energijami, z dnevom lažje rokujemo, kot če nismo zavedni, kaj se dogaja. In kaj se bo zgodilo. In katero kvaliteto, recimo jaz se pripravljam tudi po besedah astrologinje, numerologinje in tak naprej, jaz si pripravljam besede leta, potrpežljivost, usmerjenost v lastni center in pa previdnost tudi. Avtentičnost. Avtentičnost, katere besede bi ti izrazila? Avtentičnost, harmonija, brezpogojna ljubezen in biti zvesta sama sebi, oziroma biti zvesti sami sebi, vsi mi. Če si avtentičen, si zvest sam sebi in obratno, ne? Ja, recimo, da je to tako, drži, tako. Ljudje ponavadi zanima to, kar je težko odgovoriti, ali bo dobro, ali bo slabo leto, ampak na čem bo poudarek v letu 2018? Poudarek bo na harmoniji. Se pravi, da bomo nenehno ohranjali harmonijo telesa, uma, duše in duha. Kar pomeni, da bomo skakali z ene skrajnosti v drugo.
Lahko tudi, seveda, lahko bomo doživljali neharmonijo toliko bolj, kajti je leto harmonije in zdaj, če se mi borimo, če nismo v koraku s časom, če ne sledimo pravemu času, potem lahko doživljamo ravno obratno. Z namenom, da v bistvu prebudimo ravno nasprotno, se pravi. Tukaj notri tudi napoved za vsak mesec vidim, napoved za januar, kakšen bo pa januar? Januar bo nasploh ravno zaradi teh dveh polnih lun zelo pester, hkrati pa prvega začne energija zemlja ali kadilo. Zato je pomembno, da že od jutri naprej, ko se začne ta veseli december, ko je naša zavest naravnana na ta veseli december, da se čim več prižiga kadila. Sveti les, a ne, to je tudi mesec, ko dejansko kolektivno odpuščamo, spuščamo, dajemo stran staro, poklanjamo, delamo prostor za nove obljube. In ko mi prižigamo Palo Santo, sveti les, takrat in ko ga pihamo, jaz obožujem, ko piham palčko, ko je malo prižgen toliko, da se glih malo žeravice naredim, potem piham. In s tem, ko piham svoje želje, svoje namere velikemu duhu, kozmosu, Bogu, se ni važno, kako pač imenujemo, višji sili, in stvari potem se lahko dosti bolj učinkovito zgodijo. Zdaj, kdo me sprašuje, ok, Blinkita, pa odkje ti vse jemlješ, pa zdaj planer, pa koledar, pa nova knjiga, pa karte, pa slike sem začela delati, ampak dejansko jaz vidim močno podporo tega svetega lesa. Je res, da sem jaz v družbi več kil tega svetega lesa in da dejansko me podpira pri vsem v mojemu delu, da potem za marsikoga lahko delam čudežne stvari. Tako pihni željo za naslednjo leto. In tudi jaz uporabljam sveti les, ves čas tukaj ga uporabljamo, pač meni je to fajn in tudi na vseh naših dogodkih. A bi ti nas naučila, kako se svetim lesom pripravimo na novo leto? Seveda, tako kot si ga prižgala. Greva kar tjale? A bova vsak svojega prižgala? Ja, najboljš narediva, tako. Se pravi, lahko delamo seveda sede, lahko delamo leže, lahko delamo stoje. Jaz sem ene par ljudi navadila, da kurijo sveti les zaradi tega, ker imajo z dihali probleme, pa ker imajo majhne otroke doma, zaradi tega, ker antiseptično deluje, ne? Polet pa komarje odganja. Drži, vse to drži, kar si povedala, res je čudežno, naravno drevo, pravi blagoslov, bom rekla, za nas. In fajn je, da ga uporabljamo, poleg tega, ko ga, se pravi, da odganjamo komarje, nadležen mrčes, da prečistimo prostor teh zračnih bakterij in dejansko naredimo prostor sterilen. Je pa tudi fajn, da ko imamo razne želje, pa prošnje, pa naše nove namere, da ga prižgemo kot daritev. A ne mi prosimo. To je kot daritev za mojo željo v leto 2018, da čim bolj ohranim harmonijo v sebi. Odlično. Fajn je, da pihamo gor, vedno, a ne, velikemu duhu, Bogu, kreatorju. Veliki duh, prejmi to daritev. Odlično. Saj danes si res tako lepo oblečena, indijansko, majovsko, perujsko. In to je za želje. To je za želje. Kako pa sebe spucati? Sebe lahko začneva pri nogah, najbolj od odspodaj navzgor, dvigneva stopalko. Če ne bi imele čevljev, bi bilo še bolj. Se pravi, mi lahko naredimo to na golo telo, je najboljš. Na golo telo, ok? Seveda, zato ker vse te... Pridemo najprej s tuša, ne fizično dol, pa še to. Lahko si damo pa palčko v kopalnico, ne sicer, da direkt voda prši na les, ampak da je tam zraven postavljena in potem ta para, ta eterična olja ponese po prostoru. In pol greva kako? In potem greva lahko tako. Spredi se počistiva energetsko, lahko dava namero, lahko dava prošnjo, roke raztegnava, se pravi pod pazduhom. Tako. Tudi med nogami in presredek ni nič narobe, a ne? Ups! Tako, skratka, kaj ti skozi presredek gre naša svetlobna nit, ki je povezana z mati zemljo, okoli glave. Fajn je čim več tudi okoli glave. Mi smo v svetu mentala, vsi to, kar razmišljamo, vsi smo ujeti v tej glavi, vsi filozofiramo in tako naprej. In potem nam ta trenutek tukaj in zdaj lahko v narekovajih uide. In če se dobro prekadimo tudi okoli glave, se tudi lepo nežno prizemljimo, hkrati se pa naša frekvenca in vibracija dvigne. Kaj pa odzadi? Odzadi se nič niso? Greva pod odspodi zdaj spet. Od spodi spet? Zdaj lažje je sigurno, če nas od odzadi nekdo drug prekadi, oziroma če imamo obleke, malo pazimo, da ne zakurimo.
tako med lopaticami bi bilo fajn, ne, da te ne Lahko vzamemo pa kadilnik, če imamo kadilnika, je pa malo lažji, ga pa lahko samo tako postavimo ali pa od spodaj pa stojimo, pa se itak kadi. Ali pa ga postavimo med noge, pa se kadi, pa nas sigurno super prekadi. Jaz danes kadilnika nisem prinesla. Jaz včasih takle malo kakšnega gosta, veš, prej. In kako se mi zdi? Jo, fajn je, noben se še ni pritoževal, šel pa tudi noben ni. No, vse to je pomembno. V glavnem, zdaj sva midve čiste k solza. Najbolj bi bilo, če bi to vsak dan počeli, ne samo, da čakamo na december, ampak da skozi celo leto, da se vsak dan prekadimo, vsak dan jemo, vsak dan pijemo, vsak dan, ne vem, gremo na WC in tako naprej. In če se mi vsak dan prekadimo, potem tudi ohranjamo to svojo energetsko, spiritualno čistost in pa tudi prikličemo obilje. Vsi mi si želimo obilje. Rekli sva, da vstopamo v leto obilja in svetim lesom ga sigurno še bolj prikličemo v svoje, namagnetimo v svoje življenje. Obilje vsega lepega. Izvoli, usediva se nazaj. Torej, sveti les je dobra priprava za leto. Zdaj, kaj bo? Zdaj sem malo zmedena. Prej si rekla, da bo moje leto, ker je pes, pol sem slišala, si rekla, da je jelen. Kaj je zdaj? No, zdaj se pravi po temu 9-mesečnemu koledarju, Colkinu, ki je osnova, bo v letu psa. Ja. Ampak, ker se 365-dnevni cikel podobno začne kot kitajsko novo leto, ki se ne začne 1.1., se začne 4 leta letos kasneje po kitajskem, 20.2., se pa začne v energiji 6 pes, je to letni varuh. Če si lahko predstavlja v krogu, vpliv nad vplivom, se pravi tako energija psa, kar sva rekla, avtentičnost, brezpogojno ljubezen, kot jelen, 6 jelen, ki je harmonija, ki je stabilnost. Se pravi, če smo zopet, če ljubimo sami sebe, potem sigurno poskrbimo za harmonijo in potem smo brez problema avtentični. Vse je povezan. Ampak jaz sem res pes, veš? Zaradi tega, ker sem lojalna, sem prijazna, no, včasih, ampak znam pa fej zarenčati. No, se kdaj treba zobe pokazati, lahko nas drugi izkoriščajo, lahko manipulirajo z nami. Pomembno je, da stojiš v svoji resnici, da si svoj lastni steber in ko je treba, da tudi zarenčiš. Ne, da renčiš skozi, jaz te še nisem videla, pa sva se kar velikrat srečala, da bi kle renčala okoli. Ampak kdaj si pa odločno kaj povedala, kar bi tudi jaz, če bi bila na tvojem položaju. To si me pa že opazila? Ja, tako. Tako da prepoznam to energijo, se pravi, in to odločnost in to nežnost in to ljubezen, ki jo imaš za celo Slovenijo in še za več, in pa hkrati, se pravi, da se znaš postaviti zase oziroma da znaš red narediti. Ja, psice smo take, a ne? Psi, pes, pač, no. Smešna si, no. No, Blinkita pravi leto obilja in jaz vas z veseljem povabim na seminar obilja, ki bo torej v januarju in februarju. Dajmo pogledati, zakaj se bo šlo. Energijske priprave na leto 2018 bomo s praktičnimi vajami in zvočno kopeljo z gongi, šamanskimi kristalnimi instrumenti izvedli v četrtek, 21. decembra ob 6. popoldan v Ljubljani. Sobota, 20. januarja je rezervirana za celodnevni seminar obilja v Ljubljani, poudarek na osebnostni osvoboditvi. Ne zamudite dneva, ki lahko korenito spremeni vaše življenje na bolje. Torej, želimo vam izpolnjeno leto 2018, ki bo, Blinkita pravi, leto obilja, da vam prinese obilje čim več lepega. In tale Palo Santo je vsekakor eno izmed orodij, ki tukaj pomaga, da se prostor prečisti. In 31. je fajn, da to naredimo? Obvezno. 31. Se pravi, kamorkoli greste... In 1.1. In 1.1. Kajti po 1.1. se celo leto pozna. Se pravi, fajn je početi stvari, res, ker se nam srce razveseli. Zdaj, če bomo mačkasti 1.1., potem bomo celo leto mačkasti. 1.1. 2 leti nazaj sem pol noč doživela v Indiji z žigatom na motorju z mopedom, kjer sva gas stiskala, da prideva čim prej do obale, da vidva ognjemet po vse te zadeve. In sva dejansko novo leto doživela v temu, da se nama budil na motorju, sva se jajcala tam po Indiji in meni se je tisto leto celo leto mudilo.
Celo leto se mi je nekam modilo. Ampak lej, potovala sta recimo 2 leti nazaj za Silvestra novo leto in leto sta prepotovala svet. In hvala, da smo lahko potovali z vama. Ja, Hvala seveda. za vse. No, ampak prejšnje leto sem pa preživela novo leto v bani v Maroku, v eni taki ogromni bani in sva nazdravila z vodo. In to je leto, kjer sem jaz končno dojela, da se moram umiriti. Se pravi, to drži. Drži, sigurno drži. Da se po prvem pozna celo leto. Jaz sem sicer neko drugo informacijo dobila, ampak ok, bomo videli. Kakšno? Ja, ne vem, bom ti pol povedala. Ne ostane skrivnost za gledalce. V redu. Hvala lepa za vse, kar si posredovala. In evo, kurimo Palo Santo z vami in izpolnjeno, avtentično in vsega lepega polno 2018. In ker se ljudem zmanjka soli v telesu, grejo v ledvice. In kaj pol naredijo? Grejo na dializator, tam pa kaljevo sol stresajo. In spet sol, ne?